Živijo in lep pozdrav vsem skupaj. Danes imam za vas odličen 12-minutni kardio trening. Ta trening bo majčkeno na višjem fitness nivoju, ampak če si začetnik, seveda poskusi te vaje vseeno, kajti vedno razložim tudi lažjo različico. Ok, imeli bomo 6 različnih vaj, kardio in seveda tudi vaje za trebuh, tako da se bodo ti dve vaji izmenjevali. Imeli bomo tudi interval 10 sekund počitka in 30 sekund bomo izvajali vajo. Vse skupaj bomo naredili 3 kroge. In sedaj predlagam, da gremo skozi vseh 6 vaj. Prva vaja je visoki skipping, ramena nazaj, aktiviranje trebuh in potem samo dvigujemo gor koleno in aktivacija trebuha je ves čas prisotna. Takole. In če si seveda začetnik, lahko samo takole korakaš. Ja? Pri tem seveda pazi, da je aktivacija trebuha ponovno tu. Ok, vaja številka 2, bomo šli na komolec, na komolca in smo v deski, ampak sedaj bomo naredili ta seesaw plank, se pravi žagico, greš čez pest, takole z brado in potem nazaj. Ja? In dihaš. Pazi, da nisi gor in pazi seveda, da nisi takole dol, ker bo seveda trpela hrbtenica. Če si pa začetnik, predlagam, da samo držiš desko. Ok, vaja številka 3 je ponovno kardio in bomo šli na pohodnike, ampak malo drugačne pohodnike. Imeli bomo eno nogo naprej in potem samo skočiš in izmenjaš nogi. Takole. Seveda pristaneš zelo mehko in to vajo kontroliraš z trebušnimi mišicami. Če ti je pa seveda ta vaja pretežka, pa enostavno narediš korak naprej, noga dol, stopalo dol in tako gradiš to vajo. Okay. Vaja številka 4 je ponovno za naše trebušne in imeli bomo navadne trebušnjake, se pravi polovične trebušnjake in roke damo za glavo, se dvigneš gor, izdihneš, trebuh je napet in greš dol. Takole. In ves čas dihaš in si seveda prisoten, ko delaš vajo. Vaja številka 5 in naslednja kardio vaja bodo lateralni poskoki v počepu, greš gor in greš dol. Takole. Ja? Če pa seveda ne nočeš oziroma ne moreš skakati še, stopi v stran, v počep, stopi v stran, v počep. Čisto preprosto. Ja? Pri počepu samo pazi, da je hrbet raven, potisneš boke nazaj in se spustiš dol. Ponovno aktivacija trebuha je prisotna. In vaja številka 6, zadnja vaja. Bomo imeli pa kolesarske trebušnjake, se pravi, izmenjuješ nogi in komolca, takole istočasno. Ok, to je seveda tudi začetniški položaj, oziroma če si pa res tisti na prvi stopnji, je pa tale kolesarski del čisto odličen, čisto začetniški in ta vas bo pripeljal do druge stopnje. In potem seveda do malo bolj težje stopnje, če imate doma tale loop band, si ga date okoli stopal in naredimo kolesarske trebušnjake z tem bandom oziroma z elastiko. In to bo seveda otežilo to vajo in vaše trebušne mišice bodo še bolj trpele. Ok, to so vse vaje, se pravi, ena vaja bo za kardio, druga vaja bo za naš trebuh in naredili bomo 3 kroge, kar totalno
kar skupaj znaša 12 minut. Ok, gremo. Ok, preden bomo pa začeli z vadbo, bomo pa naredili majčkeno ogrevanja. Čisto na hitro, enih 5 minut bo čisto dovolj. Takole kroži z rameni nazaj, kroži z rameni naprej. Greš z eno roko gor, z eno roko dol. S tem tudi vadimo našo mobilizacijo telesa oziroma večjo fleksibilnost telesa in seveda pripravimo mišice, pripravimo sklepe na naš trening. Ja, najslabše je, da se kar vržemo v trening, ko dejansko nismo ogreti in to nikakor ni dobro, ne za naše mišice, ne za naše sklepe, ne za naše celotno telo. Tako da jaz vedno naredim par vaj, ki so zelo pomembne za ogrevanje sklepov, se pravi naoljimo vse sklepe. Če vam bo kaj pokalo, nič bati, je vse ok, če je seveda brez bolečin. Če pa imate v pokanju tudi kakšne bolečine v sklepih, potem pa raje se izognite tej vaji oziroma pojdite na kakšen pregled. Nikoli ne vaditi skozi bolečino, ker seveda to potem pripelje samo do določenih poškodb, ki pa si jih seveda ne želimo. Ok, gremo takole po rokah dol, do deske, greš nazaj do prstov. Naredili bomo to 2-krat. Ok, do prstov. In sedaj dvigneš nogo gor, do koder pač gre. Greš desno, ob desni roki, vdihneš, narediš takle krogec, greš nazaj, dol, nogo gor, leva noga proti levi roki, vdihneš, roka naprej, krogec nazaj, greš nazaj dol in se spustiš v down doga. Ok, gremo na vse 4, greš lepo do tal, se dvigneš gor, greš po položaju otroka in še enkrat položaj otroka in greš majčkeno levo, vodiš roke potem na drugo stran, desno in gremo še zdaj majčkeno v tale mobility del, kjer seveda pripravimo zgornji del hrbta na našo vadbo. Gremo še enkrat gor in gremo skozi, v angleščini se temu reče thread the needle. Gor, pazi, da je ta roka iztegnjena, greš gor v rotacijo na drugo stran. Odlično. Gremo še malo v desko, narediš tele mini pohodnike. Greš nazaj gor, se lepo dvigneš in bomo naredili malo spadnih korakov. In 2 počepa, potem izpadni korak naprej, 2 počepa in pa seveda majčkeno stransko, dol in sedaj v stransko in nasprotni komolec gre do nasprotnega kolena, gor in sedaj stopiš še na drugo stran, greš v rotacijo, naprej, stopiš v drugo stran, rotacijo, naprej. Ok, lahko narediš še majčkeno skippinga, če želiš. In to je to. In začnimo z vadbo. Kardio in trebušnjaki. Še predno pa začnemo in predno pritisnem start, pa se ne pozabi naročiti na moj kanal, lajkati ta video, treniraj z mano in seveda tudi komentiraj spodaj, če ti je takšna vadba všeč. In seveda tudi, če želiš malo več, trenirati z mano čisto vsak dan, po sistemsko urejenem urniku, potem obišči mojo vadbeno spletno telovadnico fitnessbymaja.com, kjer imam za vas 2 urnika in tudi 3. urnik v slovenščini bo kmalu na voljo. Tako da
Pokukaj v mojo spletno telovadnico, imaš 7 dni brezplačnega dostopa. Ok, smo pripravljeni na to vadbo. In kar gremo v akcijo. Najprej so seveda high knees oziroma visoki skipping. 3, 2 in 1 in gremo. Kot sem že prej rekla, ramena nazaj, stisneš trebušne mišice in dihaš. 30 sekund dejansko mine zelo hitro. Odlično. Še malo. 5 sekund. 3, 2, 1. Ok. Vaja številka 2. Tale žagica. In gremo na prste. Greš nazaj, na prste, pod pete potisneš nazaj in gremo. In dihaš. Ne pozabiti na dihanje. 3, 2, 1. Odlično. In pohodniki na tleh. Pristaneš z obema stopalama naenkrat. Se odrineš s svojimi trebušnimi. So aktivirani, počivaš, če rabiš počitek. 3, 2, 1. Ok, naslednja so navadni trebušnjaki. 3, 2, 1 in gremo. In dihaš. Res se raztegneš nazaj in potem greš naprej. Trebuh je napet. Delaš počasi in kontrolirano. Odlično. Ok. Gremo gor v lateralne poskoke v počepu. In se dotakneš in greš gor. In če si malo na višjem nivoju, potem tudi pojdi malo hitreje. Srčni utrip je definitivno pospešen. In pa kolesarski trebušnjaki s trakom. Pritisni z nogo proti komolcu. Odlično. In krog številka 2. In gremo. Smo tle reči, malo mešamo angleščino, slovenščino. Dihaš. Še malo. Ok, super.
In na komolce. 3, 2, 1. Naprej, nazaj. Pohodniki na tleh. Ok. Aktiviran je trebuh. Roke so pod rameni. Odlično. In gremo na trebušnjake. Ta trening lahko izvajaš kot samostojni trening, lahko pa narediš mogoče en krog oziroma dva ob koncu svoje redne vadbe v fitness centru. In tako dejansko pokriješ trebušne mišice in kardio, ki je malo visoko intenziven, ampak je tudi super. Ok, in potem tudi vadiš, kako greš iz ležečega položaja gor nazaj v stoječi položaj. Skoči gor, se raztegni. Še malo. 3, 2, zadnjo. Ok, odlično. Damo si gor trak. 10 sekund. Mine zelo hitro. Ok. In imamo še zadnji krog. Lepo pravi si vezalke, če ti nagajajo tako kot meni. In gremo. Tri, dva in ena. Odlej. Naprej, nazaj. Aktivacija trebušnih je non-stop, nikar ne spusti. Ok. Pohodniki. Še malo, pa bomo na cilju.
Še 10 sekund. In navadni trebušnjaki. In gremo gor. Še 2 vaji. Greš dol, skočiš gor in gremo. In imamo še zadnjo vajo, kolesarske trebušnjake in gremo. Še malo. Ok, in smo končali. Super. Tako da lahko potem stisneš kolena proti prsim, proti prsnemu košu. Tako da lahko malo zaokrožiš s spodnjim delom hrbta. Se malo raztegneš. Globoko vdihneš, globoko izdihneš. Kolena proti prsnemu košu, sedaj samo eno. Narediš rotacijo. Super. Ne spustiti tega stretchinga, kajti v bistvu to je zelo pomemben del vsakega treninga. Ne samo, da je super majčkeno se raztegnati, ampak tudi centralni živčni sistem spraviš nazaj v stanje, pred katerim si začel vadbo, in je to v bistvu zelo pomemben del. Tudi srčni utrip se lepo zniža, kar je v bistvu tudi zelo pomembno. Prav tako pomembno dihanje. Vdihneš, globoko izdihneš. Greš potem položaj otroka. Iz tega dela lahko greš v eno stran, raztegnemo hrbtne mišice, mišice ramenskega obroča, greš na drugo stran, še to, kjer raztegneš, dihaš, se umiriš, potem lahko greš v ta položaj mačke in vdihneš gor in izdihneš. Medenico potisneš navznoter, medenico potisneš navzven in po vrtencih potuješ od medenice do glave in potem naprej medenica gre noter in se raztegneš tako kot mačka. Ok, potem gremo na
prste na nogah in se lepo spustiš v psa. Downward dog. Okay. Potem lahko lepo hodiš do centra. Nogi sta v širini bokov, oziroma kakor vam paše. Skleneš komolce, se primeš za komolce, greš malo levo, desno in potem se dvigneš gor, vdihneš in izdihneš in je to. Ok, odlično. Najlepša hvala, da ste trenirali z mano, upam, da vam je tale trening všeč. Je majčkeno na višjem nivoju, ampak seveda, tako kot sem že rekla na začetku, tudi začetniki lahko seveda poskusite to vadbo, poslušajte svoje telo, če rabite več odmora, si ga vzamite, ampak nikar se ne ustrašiti teh vaj, kajti te vaje vas bodo popeljale potem na srednji oziroma na višji nivo. Ok, se gledamo naslednjič oziroma vadimo skupaj naslednjič. Če pa želi z mano trenirati vsak dan, pa spodaj klikni na link fitnessbymaja.com, kjer te čaka okoli 350 različnih vodenih vadb, podobnih kot tole, ampak tudi seveda z vadbenimi pripomočki. Lahko vadiš doma, lahko vadiš v fitness centru in si oblikuješ svoje telo. Če pa imaš še dodatno vprašanje za mene glede osebnega trenerstva, glede prehrane, na splošno izgube telesne teže in seveda okoli zdravega načina hujšanja in pridobitve mišične mase oziroma za športno prehrano, se mi pa javi spodaj oziroma piši na e-mail, ki je tudi v obvestilu spodaj pod videom. Ok, super in se vidimo naslednjič. Čau, čau, lepo zdrav Sejšelov!